tržaškim pisateljem in velikim slovenskim domoljubom, gospodom Borisom Pahorjem, se bolj poznava nekako od njegove, mislim, da 90-letnice, preko profesor Anje Kalc-Hafner, tržaške Slovenke, živeče v Portorožu, s katero že dolga leta sodelujemo tako pri Zavodu 25. junij, prej tudi pri Narodni zvezi, pri Slovenski ljudski stranki. In to sodelovanje, pogovori, prijateljevanje se je nekako okrepilo in pripeljalo do današnjih dni. Na enem od srečanj pri njemu doma, Proseku oziroma Kontovelu, na poti od Proseka proti Trstu, na njegovem domu, je malo potarnal, da ima veliko dela tudi na vrtu, da ima tudi težave, visoka drevesa, skrbi ga, ker to je zelo strmo pobočje tik nad Trstom, čudovita lokacija, Tržaški zaliv, Slovensko morje. In takrat smo nekako začeli ta srečevanja bolj pogosta, smo tudi včasih šli, sem peljal mlade, pa smo uredili vrt oziroma kakšne druge stvari, če je bilo potrebno. In gospod Boris Pahor je vedno z velikim veseljem ob takih priložnostih v drugem delu dneva spregovoril o svojih pogledih na različne stvari. Videl sem, da ga boli, da ga ima vtis, da ga bolj poslušajo Italijani, ko jih opozarja, kako morajo biti pozorni, previdni, da se ne bo ponovno dvignil fašizem. Za Slovence je rekel, vi me bolj gledate, kot berete in poslušate. Gospod profesor Boris Pahor, zelo veseli smo, da smo lahko z vami tukaj v vašem Proseku in bi vas najprej vprašal, če nam lahko malo predstavite vaše življenje in vašo izkušnjo z ljudmi, z situacijo in tudi z vsemi totalitarizmi 20. stoletja, ki ste jih preživeli in zdaj o teh stvareh govorite po Italiji, po Sloveniji in po svetu. Moramo govoriti pravzaprav o diktaturah 20. stoletja. To je problem ta glavni. Danes mi smo nekako se rešili, v glavnem smo se rešili diktatur in treba je poudariti, da ko govorimo o diktaturah, moramo zmeraj začeti pri začetku. In začetek je bil fašizem. In nažalost se je ta fašizem začel pri nas. To se pravi, se je začel v Italiji, to je ena, in se je začel v tistem delu Italije, ki je nekako doživel veliko bližino Trsta oziroma teritorija okoli Trsta, to je Gorice, ki je od 11. leta 1918 po prvi svetovni vojski žal pripadal Italiji. To se pravi, ko se je sprožila leta 1914 prva svetovna vojska, je šlo za to, da so se ljudje bojevali proti Avstriji in proti Nemčiji, ki sta bila takrat povezana z Italijo. Ampak je Italija počakala, da se je nekako to razčistilo in dokler je ona poskušala dobiti, kako je računala, Istro, kjer je en del Istre, posebno ob morju, bil italijansko
bi rekel, po množici prebivalstva bolj italijanski, pomešan vedi s Hrvatsko in tako naprej. Na drugi strani so računali, da Trst, ki ni bil Istra, Trst je bil pomembno pristanišče avstrijsko za celo Avstrijo. To se pravi, oni so hoteli imeti Trst, zato ker večina prebivalstva je govorila in govori tudi danes beneški dialekt, to se pravi narečje, ki je deloma, bi rekel, originalno iz Trsta, nekaj starih Italijanov, ki so imeli sinove in tako naprej, so govorili eno mešanico latinsko-italijanskega jezika, ki pa so se potem počasi rešili latinščine, se pa bolj spojili z benečanskim dialektom. Benečke takrat so bile tako močne, da so postale celo republika Benetke, država, in deloma so potem Trst imeli še svoje narečje tržaško, ki je bilo ena mešanica beneškega, italijanskega originalnega, če hočemo, slovenskega narečja. Slovenskega narečja je ostalo precej besed slovenskih. Recimo, v dialektu tržaškem rečejo kljuka. Kljuka za roko, s katerim odpremo vrata. Mi rečemo po slovensko to, kljuko. Oni so to obdržali. Tamo na mesti SK pišejo SC, kljuka. V dialektu narečje to. V pravi italijanščini je to manilja. Manilja pomeni v italijanščini, pravi italijanščini, kljuka. V Trstu rečejo vsi kljuka. Ob teh srečanjih je Boris Pahor vedno bil na razpolago za pogovor. Rad je povedal, še posebno mladim, kakšen je njegov odnos do fašizma, nacizma in komunizma, do totalitarnih sistemov, ki jih je vse preživel, doživel na svoji koži. Profesor Pahor, zakaj se je po vašem mnenju razvil fašizem? Fašizem se je razvil zato, ker neurejenost v Italiji je bila nekaj stalnega, kada so Italijani napadli papeževo državo, Garibaldi in tako naprej, heroji nekakšni, ki so imeli pomoč od zunaj. Od pomoči so Francozi bili eni, ki so pomagali Italiji. In je bila Avstrija, Milano in tako naprej, je bila avstrijska oblast. Da si predstavljate, da je avstrijska oblast, bi rekel, ki ima celo, bi rekel, Evropo na eni strani. Potem, ko je morala iz Milana, ker so Italijani počasi nekako napredovali, je potem na mesti tega dela, bi rekel, ki je šel do Milana in tako naprej, je potem ona šla proti jugu, do Sarajeva in tako naprej. To se pravi, je nekako se morala skrčiti pod vplivom Francozov in pod vplivom potem tudi Angležev, ki so hoteli, da se Italija nekako potem, ko je dobila Rim, in to, kaj je dobila za zmago Garibaldi in tako naprej, leta 1870, papeža je vrla ven, ne gre kamor hoče, in papež ni imel svojega sedeža od leta 1870
dokler mu ga ni dal Mussolini, 1929, mu je dal Vatikan kot mesto, ki naj bo istočasno tudi majhna državica, mu je priključil tudi verjetno 2 baziliki, tako da ni bil samo Vatikan. In papež je od takrat rekel, božji poslanec, ne, poslanec božje previdnosti je Mussolini. Poslanec božje previdnosti. In Mussolini, jasno, je takoj izravil to, da je potem imel papeža, da človeka, ki je izpolnjeval vse, kar je Mussolini hotel. In eno izmed teh, bi rekel, njegovih izpolnitev je bil, da fašizem ni priznal manjšin. Tako je bil direktno imeti opravka z slovensko manjšino v Italiji, ki je bila močna, ki je bila kulturno razvita, ki pa je fašizem takoj rekel, to moramo poitalijanciti, to so ignoranti, kulturo bodo šele dobili, kada bodo postali Italijani. Ne? V tem smislu je odgovor na vprašanje, zakaj. Zakaj Mussolini je rekel, bom naredil red v Italiji. Boris Pahor, ki je preživel vse 3 totalitarizme, največje 20. stoletja, zelo spoštuje narodno-osvobodilni boj, obenem je pa brezkompromisni obtoževalec krvave revolucije. Revolucije, ki je zlorabila pozitivne namene mladih in vseh drugih, ki so prijeli za orožje, da se osvobodijo izpod italijanskega, fašističnega, nemškega, mačarskega jarma, zato da bi zaživeli svobodno v svoji domovini. Zato je zelo pomembno, da to sporočilo, torej spoštovati odločitev, da se je šlo v vojno za osvoboditev izpod fašizma in nacizma, hkrati pa obsoditi sprevržen namen in izvedbo revolucije v času najtežjih let zgodovine slovenstva. Prva stvar bi bilo treba povedati ljudstvu italijanskemu, kaj je bil fašizem. In poleg tega bi treba povedati, kaj je bil fašizem v provinci Venecija Giulia, po slovensko Julijska krajina, po francosko La Marche Julienne. Ta provinca, ki danes bi bila pravzaprav dežela, ki je bila sestavljena, kako sem že rekel jaz, iz Istre cele in iz dela Slovenije, ki je v resnici praktično veljal kot Trieste, da preprosto ljudsko italijanstvo je veljal, da Trieste je bil Trst, mesto, veliko mesto, 220 tisoč prebivalcev, je čisto zadosto za eno mesto, oziroma za eno provinco. Medtem ko so dali še Istro zraven, tako da je vse skupaj bila ena provinca sama. Ki je sestavljena iz slovenskega dela veliko naroda slovenskega, to se pravi iz primorskega dela slovenskega naroda, sestavljena provinca, in iz tele Hrvaške. In Mussolini je imel že, preden je on prišel na oblast, leta 1922, svoje predhodnike, ki so bili nekako tako imenovani neosvoboljeni,
Italijani, ki so živeli v Avstriji svobodno, nič ni hotel nobeden, vse so imeli na razpolago, ampak oni so se imeli za neosvobojene in kot neosvobojeni so potem oni tudi šli v osvobodilni boj za Italijo. Kljub temu, da so bili državljani, so šli čez mejo in tako naprej. Tako, kako smo naredili Slovenci pod Italijo, da smo šli, da smo priključili osvobodilnemu boju potem. Smo naredili mi isto na naši strani. Smo se priključili slovenskemu osvobodilnemu boju in v Trstu, v določenem trenutku je bilo Slovencev malo, ker so bili vsi nekako vključeni v osvobodilni boj na uni strani Italije. Medtem ko nažalost se je zgodilo, da tisti, ki niso bili za sodelovanje s komunisti na slovenski strani, so se uprli temu, da sodelujemo s komunisti, so bili proti Kozleku, ki pa je pristal kot krščanski socialec, je on pristal na to, zaradi enotnosti in komunisti so vse naredili, da je prišel zraven, ga zelo hvalili, da je poznan v Franciji, da je poznan v Nemčiji in je bil res Kozlek poznan. In kada so dobili Kozleka, da je prišel, da dobili tudi vse njegove člane in tako naprej, da se je tudi povečalo število ljudi, ki so bojevali se, in se je zgodilo, da pravzaprav so Angleži, Amerikanci in vsi drugi narodi v Evropi, ki so bili za svobodo, priznavali slovenski osvobodilni boj zaradi prisotnosti krščanskih socialcev in Kozleka zraven. V tem smislu je zdaj bilo na eni strani, da tisti, ki so bili za Kozleka in ki so bili za osvobodilni boj, so bili katoličani tudi oni, jasno. Samo da dober del katoličanov je na papežev ukaz, da se ne sme sodelovati na noben način s komunisti, se odločil, da bo proti osvobodilnemu boju. Profesor Pahor, svoje izkušnje opisujete v številnih knjigah, ki jih predstavljate, med drugim v Franciji, dobili ste tudi številna mednarodna priznanja, predstavljate svoje izkušnje še posebno s fašizmom, tudi italijanskim študentom in drugim. Večkrat ste omenili, da še najmanj vas poslušamo v Sloveniji, da bi bilo prav, da bi Slovenija se bolj zavedala teh dejstev, ki jih vi poznate. Med drugim ste pa tudi za predstavnike manjšin skupaj z Južnimi Tirolci pred leti celo kandidirali za Evropski parlament. Kaj mislite, da bi morala Evropa v teh razmerah, ko so številna odprta vprašanja, Brexit, različni pogledi na prihodnost, Višegrajska skupina, ostali del Evrope? Ja, mene so naredili za evropskega človeka pred leti in to me potem povabili tudi v parlament. In v parlamentu sem rekel, prvo vsake sem rekel, oprostite, ne govorim slovensko, zato ker v francoščini me bodo dobro razumeli Francozi, ki so eni izmed pomembnih narodov, jaz pa bi rad govoril, tako da moje besede ne bi bile prevedene, ampak da bi bile take, kakor hočejo biti, da ostanejo tudi take. Ne da prevod potem menja, olepša, razlaga in tako naprej. Sem rekel, bom pa govoril v francoščini, tukaj sem rekel, Slovenci so me sicer izvolili kot predstavnika, bi rekel, Evrope, čeprav sem v Trstu, nisem iz Ljubljane prišel, sem prišel iz Trsta, ampak za nas je to eno, mi smo imeli bili v Trstu, mi nismo v manjšini, v Trstu bi ni za manjšina, sem rekel, zdaj nas imajo za manjšino, pred 18 letom, ko je Italijana to dobila po svojih napadih, zaradi svojih napadov proti Avstriji in tako naprej, sem rekel, ki pravzaprav tudi ni bila nobena zmaga italijanska. Italijani so vse svoje topove
sprožili proti slovenski zemlji, naredili iz slovenske zemlje pokopališče, kamnito, ampak ko je bilo določen trenutka, so naredili 11 ofenziv, prosim, s temi topovi proti naši zemlji, jo pokrili že železom, da je bilo, še danes najdejo železo takratno. Pri nas so ljudje hodili prodajati železo, da so živeli na račun železa. In tito 11 ofenziv niso dobili konkretno, zmagali konkretno nič. Takrat so se pa zbudili Nemci, in so rekli, pomagamo Avstriji, bomo prišli tudi mi v Trst. So prišli, ja, kasneje so prišli tudi oni v Trst. In takrat, ko so rekli, pomagamo Avstriji, so pomeli vso vojsko italijansko dol do Pjave. Razumete? Kakšna zmaga je bilo to? Zmaga so jim pomagali Angleži, Amerikanci. Ne veste, koliko ljudi je umrlo takrat, ko so pomagali, da je ta vojska končno potem napadla spet Avstrijo in tako naprej. Da je potem so bili poraženi Avstrijci in potem je sledilo razdelitev vseh držav, ki so sestavili Avstrijo, in smo dobili to, kar imamo zdaj praktično, ne. Danes opažamo, da se ene stvari ponovno na dan prihajajo, spet delitev na bele, na rdeče, in me zanima, po vašem mnenju, a obstaja sploh kakšna direktna povezava, se pravi, s časom druge svetovne vojne, ali je to samo pač neka podlaga, ki nima direktne povezave za novo delitev? Tisti, ki ve zgodovino, škof mariborski, ki ni bil pravi škof, ne, ampak je bil škof v cerkvi, ampak ne škof, ki bi vodil škofijo, ne, je že pred vojsko, preden so šli v vojno Slovenci, veliko, povedal, kaj je papež odgovoril predsedniku Združenih držav Amerike. To so tisti, ki so hoteli slišati, so vedeli, da je rekel papež o božji previdnosti, da je rekel Vatikan, ko je že začela druga svetovna vojska, ne, da pravzaprav ne, je odgovoril Vatikan, da papeževe besede takrat so bile za takrat. Tu smo v ljubljanskem Tivoliju, kjer je bil pred leti odkrit kip Borisu Pahorju, v neposredni bližini Edvarda Kocbeka. Ob odprtju tega kipa je bilo čutiti neko nelagodje. Zanimiva skupina se nas je tu zbrala. To nelagodje je izhajalo iz te velike razlike med ljubljansko pokrajino na eni strani in Primorsko, Štajersko in drugimi deli Slovenije na drugi strani. Dejstvo je, da smo Primorci drugače dojemali narodno-osvobodilni boj, kajti ljudje so šli v partizane zato, da se osvobodijo fašizma. V ljubljanski pokrajini so bili pogoji drugačni. Krščanski socialci na Primorskem, znani je recimo Virgilij Šček in drugi, so imeli in imajo tudi danes drugačen status kot recimo Edvard Kocbek v slovenski zavesti. Na enem od srečanj je bil z nami tudi gospod Ingo Paš, minister v osamosvojitveni vladi. Veliko vprašanj je imel za akademika Borisa Pahorja. Veliko stvari ga je zanimalo in zanimivo. Tudi pri Ivanu Omanu je bil še pred nekaj tedni Ingo Paš. Želel je na nek način povezati misli teh velikih Slovencev zase in tudi za prihodnje rodove. Jaz bi vas rad vprašal nekaj v zvezi z našimi slovenskimi takratnimi oziroma povojnimi razmerami, to se pravi v 60-ih letih. Torej moram reči, da ste bili že takrat za ta del, demokratični del
intelektualcev pravzaprav nek vzor, nek pojem v Sloveniji, čeprav takrat v tistih časih, ki so bili precej težki. Celo jaz sem en majhen prispevek objavil pri vas v Zalivu. Ne? In moram reči, da je to bila neka izjemna podpora, neka iniciativa takratnemu gibanju. In to bi želel, da tudi vi nekoliko osvežite tisti čas in tisto dogajanje, kajti vi ste res veliko pripomogli k temu, da se je ta kulturni, intelektualni razvoj v Sloveniji ohranjal in da je imel tu neko podporo. Ja, meni se je zgodilo to, da jaz sem pustil semenišče, zato ker sem jaz prišel. Mene so dali v semenišče zato, da ne da bom postal duhovnik, zato ker jaz se nisem znašel, ker je fašizem meni vzel šolo in 5. razred, ki je bil zaključek osnovne šole, je postal fašističen in bi moral jaz nekako premagati svojim znanjem italijanščine, pa nisem znal in oče je plačeval učitelja, da me je poučeval toliko časa, da sem tisti razred izdelal jaz. Ne. Ampak ko sem to izdelal, sem jaz končno videl, da zdaj moram postati Italijan. Zakaj, nisem vedel. Nisem bil toliko razvit, da bi rekel, ja, ta sila je tako močna, da je prisilila tudi ljudi, ki niso za to, da morajo ubogati, etc. Ampak sem jaz bil, zbolel sem nekje. Jaz sem rekel, da to je bilo psihološko, ampak je bila bolezen, da jaz nisem hotel poslušati profesora. Oče me je vpisal, potem, ko sem 5. razred izdelal pomočjo učitelja in potem črlo, da moral italijanščino poznati, tako naprej, ampak me je vpisal na 2-letni tečaj ekonomije, je bil. On je mislil, da jaz ne bom prodajal na trgu, kako on, ampak da se bom zanimal za ekonomijo, za to, ne. Jaz pa nisem poslušal. Jaz sem bil na tečaju napisal, nisem poslušal. In sem padel, ne, jasno, ne. Celo leto, kako da je izgubljeno. In niso vedeli, kaj početi. Oče je rekel, ne, če je bil osnovno šolo, so Italijani nam dali na podlagi našega boja v parlamentu, to je bil parlament že bil. Nekaj časa je bil parlament italijanski, liberalni in tako naprej. Naši Čeki, besednjaki in drugi so bili v parlamentu zelo aktivni, ne, Mussolini je zmerjali, rekli, da kakšen jezik govori, ker govorijo oni boljše italijanče kot on in tako naprej, ne. In so prišli, da on je dal, vlada italijanska je dala 4-letno osnovno šolo v Roljanu, slovensko. Je bil italijanska šola, ne, kjer se poučuje v slovenskem jeziku. Evo. In potem po 4. razredu moja usoda je nehala, ne, in jaz sem bil na razpolago, ne, fašizmu oziroma temu, kar je nastalo. Ne. Jaz 2 leti sem padel tudi drugič. So mi upisali ponovitev 1. razreda. Sem tudi takrat padel. Ma oče je rekel, droma, pa kaj je temu otroku? Kako to da? Jaz pa nisem njemu povedal. Nisem povedal, da jaz ne poslušam profesora, učitelja, da jaz ne berem tisto knjigo, sem moral kupiti. Jaz sem ravnal, kot da sem svoboden človek, ki nočem postati Italijan, nočem poslušati. Je bilo beda, so je bilo to, ne? Je bilo bolno, je bilo. Ampak ko so mene dali v semenišče, moja mama je poslušala na svojo prijateljico, da ji fanta, pravi, on hodi, streže hmaš in tako naprej, bo eden ga bo nekako mu bo povedal, da smo v Italiji, da mora nekako te pobrigati, da on ne bo padel zdaj, še enkrat in tako potem ga bodo vrli iz semenišča ven, če bo padel, ne, oprosti. Delamo prošnjo Škofja za to, da pomaga. In ko sem jaz bil v razredu, je bil poleg mene Bubnič.
Bubič je potem postal komunist po vojni, z njim se jaz pričkam in to je napisano v Labirintu, v romanu. Dragi Albin, se rekel, zakaj si pa ti postal komunist, kakšno bo tebe si imel, da postal za komunist? Ja, pravi, komunizem je edina upanje prihodnosti. Tako to je upal, tudi Kozlek je mislil tako, da bo komunizem res ustvaril neko novo dobo, ne? Bi rekel, za svobodo, delovca in tako naprej. Srečko Kosovelj govori se včasih o tem, delavstvo bo vodilo, oni bo na mesti tovarn, bodo oni imeli tovarne v rokah, oni bodo, tudi oni verjel takrat. Ni rečeno, da so Kosovelj tako bedak je bil, samo on verjel. On je verjel, da ta doba se mora radikalizirati, da jim bo svet naredil eno tako, bi rekel, premik, da ne bo prihoda nazaj, da ne bo vrnitve nazaj. Zdaj, obsojati Kozleka zdaj, to je bedaštvo, to je hudobija, to ni nobeno inteligenca, ni to. Cel Zahod je upal, da bo res iz tega nekaj nastalo v Sovjetski zvezi. Medtem ko Stalin je postal bedak, ker je bil močen, on je pozabil, zakaj je on v Sovjetski zvezi. On je rekel, zakaj ne bi mi ustvarili eno močno državo, kako je Združene države, ker smo bili vsi skupaj tam, radi narodi, so postali vsi Amerikanci. Zakaj ne bi tukaj postali vsi Rusi? Naredimo močno državo slovansko in potem se bomo dajali. To je bila ideja, zgrešena. Zato je šel v puč, to zakaj je razlog, zakaj je nastala Sovjetska zveza, ne? Liberalna, tista tako imenovana demokracija slovenska, se pravi avantgarda, je spoznala, da pozapol so prišli na oblast, da so poklali vse svoje, bi rekel, nasprotnike, ki so se vrnili v Slovenijo, razorožili in tako naprej. In to je bila tista nova demokracija. Kakšna nova demokracija lahko bila ta? In so rekli, ko je Pahor izdal labirint, ki je ravno v labirintu, jaz se kregam. Enkrat z Bubničem, enkrat sem se kregal z Babičem, ki je vodil teater, najhujši komunist je bil. Sem se celo z Bartonom je skregal, ki je hotel podpreti neko novo sodelovanje s Italijani in tako naprej. S Italijani se je rekel, da moramo združevati v smislu nekega prijateljskega sodelovanja, ki skupaj živimo. Medtem ko komunisti slovenski so hoteli italijanske komuniste, zato da bodo imeli podporo komunistov italijanskih, da bodo postali bolj močni in tako naprej. Da neki mogoče so tudi reševali tako, nekaj. Ampak vse, kar ni bilo prav. Recimo, oni so poslali, bi rekel, nedolžne ljudi, ki so potem mi plačali zaradi tega. To sem jaz napisal javno, da smo mi plačali zaradi njih. Italijanski komunisti in slovenski so imeli palačo, kjer je danes Primorski dnevnik, polovico eni, polovico drugi. Obojni so bili koritni sredstva, da so vodili celo komunistično revolucijo v Trstu. Tako da so naši komunisti pripisali na imena italijanskih komunistov stanovanja, hiše in tako naprej. In so morali potem dolgo časa to dobivati nazaj, pomočjo Angležev, pomočjo advokatov in tako naprej, dobivati nazaj od komunistov to, ki so oni bili gospodarji. Jaz bom pa eno vprašanje, ker se tiče neke evropske zgodbe. Zdaj po Nürnberških procesih leta 1947 se je začela tako okvirna ideja o neki Evropski uniji, evropski zgodbi, kot se je začela s to skupnostjo jekla. In me samo zanima, kaj je po vašem mnenju tista rešitev, ki bo evropske narode zbrala skupaj in da bo ta zgodba nekako obstala v prihodnje? Jaz sem rekel, ko sem prišel v parlament takrat, sem rekel, oprostite, jaz sem prepričan, da evropske skupnosti še ni. Da mora evropska skupnost šele nastati. Evropa bi morala predvideti, da če vse te ljudje prihajajo, da ona naredi nek program,
kako proti temu zdaj parira celo zadevo. Ali sprejema, koliko ne sprejema in naredite načrt. In to je bila kritika, moja kritika Borisa Pahorja, ki pa se je dokazalo, da je bila pravilna kritika. Se dokazuje Italija še danes, ker pravi, noben se ne bo izkrsil, če ne bo to eno splošno določitev, da ne bomo tukaj sprejemali tiste, ki so plačali za to, da pribežijo, ki so plačali za to, da nas Hrvati pridejo. Ni sprejemljiva ta ekonomija, ta se način življenja. To se pravi, če mi bežimo, kako so nekoč bežali Italijani v Afriko, ne, v Ameriko, oprostite, v Ameriko. In imamo v Ameriki Italijanov milijone, beguncev. Zdaj pa tisti Italijani, ki so nekoč bežali, lahko zdaj kot Amerikanci so nekako zdaj kritično tako naprej. Ampak zakaj, ko Italija danes reče, mi ne moremo zdaj odpreti vse meje, ker cel naš teritorij je zdaj na sama meja na morju, Italija. Razen na Alpah tisti koček je. Če Evropa, ko združena Evropa, si umiva roke. Potem je Merklova začela, ne, tako naprej. Ona je rekla, jaz jih sprejmem 800 000. Zdaj pa ne rečejo drugi. Pa dajmo se zmeniti, evo. Ni rekla Boris Pahor, ta čas Slovenec, ki je po zakonu danes za nas Italijan, ker nimamo nikjer nekega priznanja, da ena manjšina, ki je v neki državi, ima neko avtoriteto, neko pravico, tudi ona spregovoriti. On je spregovoril, je svoboden človek, je postal državljan Evrope preko svojih Slovencev, ki so iz Slovenije prišli nekako del evropskega vodstva danes, ne? In moramo priznati, ne, da ima prav, nikaj. Ne? Nedolgo nazaj se je zelo angažiral, ko je šlo za vprašanje, kako preprečiti, da bi v napačni smeri spremenili zakon, ki govori o vrnitvi Primorske k matični domovini. Bila je pobuda, da se to spremeni in da se praznik imenuje Priključitev Primorske. Takrat je državni svetnik Marjan Maučec skupaj z kamermanom, prijateljem Milanom Skledarjem sta me poklicala, če bi se lahko dogovoril z Borisom Pahorjem, da bi on dal to izjavo, da bi jo predvajali v državnem svetu in na to v državnem zboru. Šlo je pa za vsega 12 ur in v tem času smo dogovorili ta obisk. Šli smo k Borisu Pahorju v Trst, on je z velikim veseljem povedal, da ni šlo za nekakršno priključitev Primorske, ampak za vrnitev Primorske. Povedal je tudi, da isto velja tudi za vrnitev, združitev Prekmurcev z matičnim narodom. In ta njegov prispevek, torej to dejstvo, da se je njegovo stališče predvajalo v državnem svetu in državnem zboru, je verjetno kar odločilno pripomoglo, da je sicer tesno, pa vendarle državni zbor zavrnil spremembo in smo Primorci ostali s praznikom takim, kot je prav, torej, da imamo praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Za nas, Slovence, ki deklariramo vrnitev našega imeta tako naprej, ne, je to bila vrnitev. To je bila pridobitev. Ni bilo pridobljeno nekaj, na kar smo mi računali tako naprej, in da bomo nekam šli naprej s svojo vlado in s svojo vojsko, da bomo nekaj pridobili. Mi smo dobili samo vrnjeno, kar je bilo vzeto nam. Mora biti ostati vrnitev in jaz pozivam vse volivce, ki bodo odločali o tem, ne črtajte tistega imena, ker tisto je krvavo plačano. Jaz sem na nas povedal, kako se je to začelo, kako so oni z 11 ofenzivami hoteli zavzemati to zemljo in kaj je bilo uničenega našega imetja.
Ne samo politično. Mi, ko smo prišli v Italijo, smo izgubili politično vse. Genocid je bil to našega jezika, naše kulture. In poleg tega naše ekonomije. Italijani so nam pobrali po bankah vse. V prvi svetovni vojni. Ja, po prvi svetovni vojni. Potem so dobili nagrado za to še ozemlje naše. Tako je. Tako je. In potem najbolj so trpeli naši kmetje. Naši kmetje so jim naložili davke, da niso mogli plačati tistih davkov, so jim vzeli zemljo. Boris Pahor je bil tudi takoj pripravljen aktivno podpreti prizadevanja za zaščito slovenskega ozemlja, morja, celovitost Piranskega zaliva, ohranitev teritorialnega stika z odprtim morjem. V času pred referendumom o arbitraži je z veseljem sodeloval na novinarski konferenci skupaj s pokojnim profesor Bučarjem in dr. Hribarjem, kjer so se jasno opredelili proti temu arbitražnemu sporazumu in takrat je na enem od srečanj mi Boris Pahor rekel: "Glejte, gospod Podobnik, jaz sem se pripravljen tudi prikleniti na vrata slovenskega parlamenta, če to kaj pomaga. Bojim pa se, da tudi to ne bi pomagalo ljudem, da bi spregledali." Veliko mi je pomenilo, da je prijatelj Boris Pahor prišel na 30-letnico Slovenske kmečke zveze v Unionsko dvorano. Tam sta se srečala z Ivanom Omanom in čeprav sta na marsikatero vprašanje imela različen pogled, je bilo njuno snidenje res ena taka pristna sprava dveh velikih Slovencev. Sprava v smislu hočemo dobro, iščimo dober namen pri vseh, ki so se na kakršenkoli način kjerkoli izpostavili v tej naši pretekli in popretekli zgodovini. Ko je Ivan Oman pred dnevi umrl, Boris Pahor me je poklical in je rekel, da bi z veseljem, da pride na žalno sejo. Dogovorili smo se, da ga gremo iskat in tik pred odhodom iz Trsta so mu zdravniki svetovali, da zaradi zelo vročega dne iz zdravstvenih razlogov ne pride in sem potem na tej žalni seji prenesel njegove misli. Videl sem eno veliko spoštovanje med Ivanom Omanom in Borisom Pahorjem, dvema velikanoma slovenske sedanjosti, katerih korenine segajo daleč v 20. stoletje, ki sta preživela težke stvari na različne načine in brez kakršnega koli sovraštva in za mir sta želela prenesti vsak na svoj način na mlade generacije to sporočilo. Dajmo si roke, skupaj moramo delati naprej. Boris Pahor je večkrat rekel, vidim, da me bolj gledajo, ker sem dočakal visoko starost, manj pa me poslušajo in manj me berejo in hudo mi je. Nekropola je eno najbolj znanih njegovih del, deležno številnih mednarodnih priznanj. Le Monde je napisal pretresljiva knjiga, obisk taborišča smrti in ponovni vznik neznosnih podob, opisanih s presunljivo podrobnostjo in izjemno analitično prodornostjo. To nekropolo Borisa Pahorja z njegovim podpisom podarjam v knjižnici pod krošnjami tu v ljubljanskem Tivoliju. Naj se bere, naj se tudi druge knjige Borisa Pahorja berejo. To je veliko pričevanje nekega časa, preteklega, pa tudi sedanjega, ki ga nam Boris Pahor pomaga tako razumeti, da bomo iz njega potegnili prave nauke za prihodnost.